Tako, si bomo pogledali, kako rešiti naloge na listu kotne funkcije drugi del. Recimo takšen je izraz sinus 120 minus kotangens 150 pa tangens 225 in kosinus 240. V takih nalogah vedno najprej kote zamenjamo, nadomestimo z ostrimi koti. Zato moramo narediti dve stvari. Prvič, moramo določiti predznak. In drugič, poiskati kot, to pa pomeni, da vedno pogledamo, koliko je do 180 stopinj. Se pravi, določimo nek ostri kot. Poglejmo najprej predznake, kakšni so. V prvem kvadrantu so vse funkcije pozitivne, sinus, kosinus in tangens. V drugem kvadrantu sinus ostane pozitivna, medtem ko kosinus je na negativni strani je minus. In če je ena pozitivna in kosinus negativna, je tangens, ki je sinus deljeno s kosinus, torej plus deljeno z minus, pozitiven. Se pravi, tangens bo plus deljeno z minus je negativno, minus, in tudi kotangens je negativen, zato ker tangens in kotangens sta vedno istega predznaka. Potem tukajle postane sinus negativen, kosinus je še vedno negativen, zato pa je tangens pozitiven in kotangens je tudi pozitiven. V četrtem kvadrantu pa imamo sinus je vzspodaj še vedno negativen, medtem ko kosinus je pozitiven in ker sta različna, sta tangens in kotangens zopet negativna. To pomeni 120 stopinj, kje je ta kot? 120 je v drugem kvadrantu, to pomeni, da je sinus pozitiven, bo plus. 120, koliko manjka do 180? Ja, tukaj noter je 60 stopinj, se pravi, je to isto kot plus sinus 60 stopinj. Naredimo zamenjavo. Minus 150 stopinj je tudi tukaj nekje, malo več. Do 180 je še 30, se pravi, kot bo 30 stopinj. Kotangens je pa tukaj kakšen? Glede na to, da sta sinus pozitiven in kosinus negativen, je kotangens negativen, ker sta različna predznaka, potem je pa minus skupaj plus kotangens 30 stopinj. Tangens 225, 225 je nekaj tukaj, do 180 je 45 stopinj, tukaj je sinus negativen in kosinus tudi negativen, torej je tangens pozitiven in je to potem kar tangens 45 stopinj. In še 240 je nekje tukaj, do 180 manjka 60 stopinj in kakšen je kosinus tukaj? Negativen, se pravi potem minus kosinus 60 stopinj. Ko to napišemo, pa zamenjamo s pomočjo tabelice vrednosti. V tabeli imamo zapisano, da je sinus 60 koren iz 3 polovice, kotangens 30 je koren iz 3, tangens 45 je 1 in kosinus 60 je pa ena polovica. Takole. In zdaj, vzgori bomo dali na skupni imenovalice, to je 2-krat koren iz 3 polovic in je to skupaj 3-krat koren iz 3 polovic. Vlomljeno z 1 minus 1 polovica je 1 polovica. To še napišemo kot deljeno. In je to 3-krat koren iz 3 polovic krat 2 enini. Se polovici in dvojini krajšata in ostane 3-krat koren iz 3. Glejmo naslednjo nalogo. Druga. Zelo podobna zadeva, s tem, da imamo zdaj še dosti večje kote. 1620. Najprej moramo priti pod 360 stopinj. To naredimo tako, da samo odštevamo periodo. Se pravi, 1620 odštejemo 360, dobimo, da je to 1260, pa še odštejemo 360,
ker 360 je polni krog, polni kot in zaradi tega odštevamo polni kot. Aha, to je 900, pa še lahko odštejemo, pri stopinjah je pač to isto. Če 360, zdaj moramo v bistvu samo ugotoviti, kolikokrat odštejemo. Lahko si pomagamo s tem, da vključimo kalkulator in rečemo, aha, 1620, takole, eto, če imamo 1620, se prav, kolikokrat lahko 360 štejemo? Lahko delimo s 360, ugotovimo, da je 4,5 to pomeni, da bomo 4-krat odšteli. In gremo 1620 minus 4 x 360 in pogledamo, koliko ostane. 180 stopinj in bomo na koncu napisali, da je to 180 stopinj. Se pravi, namesto 2 x sinus 1620 lahko napišemo 2 x sinus 180 stopinj. Plus, potem imamo kosinus 660. Ja, 660 lahko zagotovo enkrat odštejemo 360, to je perioda, in dobimo, da je to 300. Napišemo kosinus 300. Kosinus 135. Ti spodaj koti so pa že manjši od kota 360, zato bomo podobno kot pri prejšnji nalogi samo ugotovili, kateri ostri kot je to. Zaprav najprej odštejemo večkratnike 360, kolikor gre, potem pa še spremenimo. Recimo, 135 stopinj je tukaj, do 180 je še 45 stopinj, in kosinus je v drugem kvadrantu negativna vrednost. Lahko si pomagamo s tem tudi, da vtipkamo kosinus 135 in ugotovimo, da je to negativna vrednost. Se pravi, to minus kosinus 45. Krat, tukaj, če nič ne piše, je krat. 150 je tudi tukaj, manjka še 30, ker je pa sinus, je pa tukaj pozitiven in bo zato kar krat plus sinus 30, nam ni treba nič več znaka pisati. Potem je pa kosinus 225 je tukaj, do 180 manjka 45 stopinj, predznak je minus, zato bomo dali krat minus kosinus 45 stopinj. To je pač recimo zdaj namesto tega napisano. To je to, to je to, to je to. Zdaj bomo pa še ta zgornje spremenili. Recimo 2 x sinus 180, 180 ni nič oddaljenega od 180 stopinj, zato lahko napišemo tudi, da je to 2 x sinus 0 stopinj. Plus 300 stopinj je pa oddaljeno 60. In sinus je v 4. kvadrantu minus. Zato bomo napisali plus minus, oziroma lahko samo minus, ne sinus, kosinus. Kosinus je pa pozitiven, zato bo plus kosinus 60 stopinj. Olomljeno z minus kosinus 45, zdaj kosinus 45 že vemo, da je koren iz 2 polovic. Sinus 30 je 1 polovica in kosinus 45 je pa minus koren iz 2 polovice. V bistvu imamo 2 x 45 stopinj. Takole. Sinus 0 stopinj iz tabelice vemo, da je to nič. Kosinus 60 je iz tabelice ven 1 polovica. Tukaj lahko zmnožimo koren iz 2 minus krat minus bo plus, koren iz 2 krat koren iz 2 je 2, vspodaj imamo pa 2 krat 2 krat 2 krat 2. Lahko tudi tako napišemo, pa vidimo, da se ena dvojka okrajša in nam ostane 1 polovica deljeno z 1/4. Zopet kot dvojne ulomke zapišemo v deljeno in je to 1 polovica krat 4 enine in je to 2 celi. Tako, in imamo vrednost za drugi izraz je 2 celi. Poglejmo si tretjo. Tukaj pa zdaj nimamo točno določenih kotov, ampak
kar sinus je v bistvu povsod kot x, neka neznanka. No, v takšnem primeru se moramo pa spomniti na formule, ki poznamo. Recimo tukaj je nekaj na kvadrat minus nekaj na kvadrat. To je v bistvu a kvadrat minus b kvadrat in je to a minus b krat a plus b. S tem, da je namesto a-ja sinus x, namesto b-ja pa kosinus x. To pomeni, da lahko zgoraj napišemo kot razliko kvadratov. Sinus x minus kosinus x krat sinus x plus kosinus x, spodaj je pa to, pustimo sinus x minus kosinus x. Ampak vidimo, da sta zdaj ta dva celoti enaka. Ker smo celotenega črta, bi lahko tudi rekli, da je to v oklepaju krat 1 in ostane sinus x plus kosinus x. To bi bil rezultat. Poglejmo četrto. Zopet izrazi z x, tukaj ne moramo računati, ampak lahko pa prvega zapišemo enine in damo na skupni imenovalec, torej pomnožimo sinus kvadrat x. In potem napišemo na skupno ulomkovo črto, se pravi sinus kvadrat x imenovalec prepišemo, v zgori pa piše kosinus kvadrat x krat sinus kvadrat x plus kosinus na 4x. Zdaj vidimo, da se v zgori pri obeh pojavi kosinus kvadrat x, namreč kosinus na 4x bi lahko napisali kot kosinus kvadrat x krat kosinus kvadrat x in potem lahko kosinus kvadrat x izpostavimo in ostane pri prvem sinus kvadrat x, pri drugem pa kosinus kvadrat x in delimo z sinus kvadrat x. Ampak tole nam je pa znano, vsota sinusa, kvadrata sinusa in kosinusa je 1. In nam ostane kosinus kvadrat x deljeno sinus kvadrat x, kar bi lahko napisali tudi kosinus x lomljeno sinus x na kvadrat. In kaj je kosinus deljeno sinus? Sinus deljeno kosinus je tangens, to je pa kot tangens x in še na kvadrat. Imamo še enega takšnega. No, ta je dosti tipičen. Kadar je tangens, vedno tangens zamenjamo za sinus. Se pravi, tangens x je sinus x lomljeno s kosinus x. To vedno naredimo. In v našem primeru bi bilo zdaj to. Bomo enko napisali kot ena enina, plus sinus x lomljeno s kosinus x, ker je pa tukaj kvadrat, moramo še oba kvadrirati. Zdaj, tukaj imamo na minus 1. Če bi imeli mi ulomek, recimo 3/4 na minus 1, ta minus 1 pomeni, da se števec in imenovalec okrog obrnete. Tukaj še tega ne moramo narediti, ker imamo dva ulomka, zato moramo to najprej spraviti v en ulomek. Zato damo na skupni imenovalec. Prvega pomnožimo s kosinus kvadrat x, drugega z sinus kvadrat x, ampak tudi v zgori, ne? In zdaj skupni imenovalec prepišemo. V zgori imamo pa kosinus kvadrat x plus sinus kvadrat x in to moramo dati potem še na minus 1. Zdaj tukaj zopet prepoznamo, kaj je to? To je 1, torej bomo na minus 1 samo okrog obrnili, tole damo pa še na skupni imenovalec, to bo kosinus kvadrat x. Tako. Zdaj pa skupni imenovalec prepišemo, ostane nam pa kosinus kvadrat x plus sinus kvadrat x krat, v zgori je 1, spodaj je pa sinus kvadrat x krat kosinus kvadrat x, ker je pa na minus 1, lahko že to kar obrnemo. Se pravi, da bo enina spodaj, v zgori bo pa sinus kvadrat x krat kosinus kvadrat x. In kosinus kvadrat x počrtamo. Tole že vemo, kaj je sicer drug vrstni red, ampak to je sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x je 1 in nam ostane sinus kvadrat x. In zdaj tega bomo zopet poračunali to, kar so obratne vrednosti. Torej imamo to 1 lomljeno sinus x, ker to je v bistvu sinus x enin in pol okrog obrnemo. Minus sinus x bomo kar zapisali z ulomkom, torej z enine. Kosinus na kvadrat na minus 2x
je pa isto kot, recimo, če bi imeli mi t na minus 2, je to 1 s t kvadrat. Zakaj? Ker je t na minus 2 isto kot t na 2 na minus 1 in na minus 1 obrne okrog. To pomeni, da je to tukaj zdaj 1 vlomljeno s kosinus kvadrat x minus sinus x. Zdaj prva dva damo na skupni imenovalec, to je sinus x. Prepišemo skupni imenovalec in imamo 1 minus sinus na kvadrat x krat 1 vlomljeno s kosinus kvadrat x minus sinus x. Kaj pa je 1 minus sinus kvadrat x? Ja, če mi vemo, da je sinus na kvadrat x plus kosinus kvadrat x enako 1, potem ga lahko zdaj tukaj okrog obrnemo. A vidite, če damo sinus kvadrat x na drugo stran, bo minus sinus kvadrat x, nam ostane kosinus kvadrat x. In je torej to kosinus kvadrat x deljeno s sinus x krat 1 s kosinus kvadrat x minus sinus x. Pa se kosinus kvadrat x pokrajša in ostane 1 vlomljeno sinus x minus sinus x enin, kar je pa skupaj, zopet damo na skupni imenovalec, ga prepišemo, vzgori pa ostane 1 minus sinus na kvadrat x. Ampak 1 minus sinus kvadrat x je pa zopet tukaj, kot tale zveza, damo na drugo, je kosinus kvadrat x. In ostane kosinus kvadrat x deljeno s sinus x. Na isti način lahko zdaj še tega naredimo. Tangens bomo zamenjali na sinus x vlomljeno s kosinus x. Kosinus na minus 1x že vemo, da je 1 deljeno s kosinus x, krat kosinus x minus 1. Zdaj to dvoje damo na skupni imenovalec, to je kosinus x, vzgori ostane sinus x plus 1, krat pa rečemo kosinus x enin za tole in minus 1, kosinus x se pokrajša in ostane sinus x plus 1 pa minus 1, se enka pa minus enka izničita in ostane sinus x. Tako. No, če pogledamo zdaj še tele 11. te naloge z velikimi koti, tukaj si vedno pomagamo s tem, da periodo odštejemo. 2400, kolikrat lahko odštejemo 3600, vzamemo kalkulator. In poračunamo. Takole se pravi, če imamo kot 2400, mi s kalkulatorjem izračunamo. 2400 delimo s 360, da bomo videli, kolikrat gre. Aha, 6krat. To pomeni, bomo 2400 minus 6 krat 360 in nam ostane 240. Eto, in napišemo, da je to isto kot sinus 240, ker smo odšteli 6 krat 360. 240 je v tretjem kvadrantu, do 180 manjka 60 stopinj. To pomeni, da je to isto kot nek 60, ampak kaj? Sinus je tukaj negativen, zato je to minus sinus 60 stopinj. Kar je pa isto kot minus, sinus 60 je pa koren iz 3 polovice iz tabele. Recimo, tangens 740, zdaj tangens lahko isto odštevamo 360 najprej, se pravi 2 krat 360, to je isto kot tangens 20 stopinj. Pustimo, tega ne vemo, koliko je, ampak vemo pa, da je to tangens 20 stopinj. Recimo 3000, zdaj 3000 si zopet lahko iščemo s kalkulatorjem. 3000, dajmo odšteti najprej kar periodo 360, to sigurno vemo, da je. Bomo zopet kar delili s 360, da ugotovimo kolikrat, 8krat. Se pravi je 3000 minus 8 krat 360 in ostane 120 in to zapišemo.
Se pravi, to je isto kot kotangens 120 stopinj. Zdaj 120 stopinj je tukaj, predznak za kotangens tukaj je minus, do 180 je pa še 60 stopinj, se pravi, je to kotangens 60 stopinj. Ali pa recimo 11, kosinus 700, vemo, da lahko 360 odštejemo, ostane kosinus 340 stopinj, to je v četrtem kvadrantu, do sem manjka 20 stopinj, je pa kosinus tukaj pozitiven, se pravi, je to potem kar kosinus 20 stopinj. Ali pa recimo sinus 9000, zopet, se pravi, najprej 9000 delimo s 360, koliko, preverimo, koliko je to, s kalkulatorjem, 9000 deljeno s 360, je to ravno 25krat. To pomeni, da bomo ravno uničili in da bomo prišli do kota 0 stopinj. Se pravi, to je sinus 0 stopinj, ker smo vse odšteli in to je nič potem. Recimo tangens 1800, to je pa 5 krat 360 in je to tudi tangens 0 stopinj, tangens 0 stopinj je pa tudi nič. Tako. Recimo kosinus 2021, kaj bi zdaj naredili? Zopet odštejemo kokrat 360, zdaj 720 je dvakrat, 1440 je štirikrat, lahko bi še 360 odšteli, pa je to 1800, to pomeni, da nam ostane kosinus 221 stopinj, 221 je tukaj, do 180 stopinj je kosinus 41 in je negativen, zato je to minus kosinus 41 stopinj. Eto, še zadnjo nalogo, če je tangens x1 polovica, koliko je to? Zdaj bi mogli pa nekako mi tangense tukaj dobiti noter. Poglejmo, kaj lahko naredimo. Če bi to vse člene delili s kosinus x, vse člene delimo s kosinus x, kaj dobimo? Ja, tukaj se kosinus pokrajša, tukaj tudi, a ne? Tukaj pa ostane sinus deljeno s kosinus. Ampak kaj je že sinus deljeno s kosinus? Je ravno tangens x. Torej je to 5 krat 1 plus 2 krat tangens x, polomljeno z 4 krat tangens x plus 6. Zdaj pa samo vstavimo. 5 krat 1 plus 2 krat tangens x je 1 polovica, pa 4 krat 1 polovica plus 6, to se pokrajša in dobimo 5 plus 1 je 6, pa tukaj 2 plus 6 je 8, kar je isto kot 3/4 in imamo odgovor še na ta.